Jaz zelo veseljem pozdravljam našo današnjo gostjo, gospod Johnson Debeljak in pa voditeljico, gospod Stašo Lepej. In jima bom kar prepustila besedo, ker mislim, da imata kar veliko se za pogovoriti in tudi vi ste povabljeni, da sodelujete, da kaj vprašate. Izvolite. Ja, dober večer vsem. Jaz bi najprej povedala par besed o naši gosti, tako da bi vedeli, kaj ste šli poslušati. Prepričana sem, da sicer večina veste, zakaj ste tukaj, ampak vsem bi bilo malo vodnika mi naredila, tako da preden se začnemo, potem preden prepustim besedo Eriki. Se pravi, Erika Johnson Debeljak, ki je po rodu Američanka, v Sloveniji je privedla ljubezen do pesnika Staše Lepejja, ki je umrl v nepojasnenih okoliščinah na viaduktu Kraljica 28. januarja 2016. 6 let je torej minilo od smrti pesnika, esejista, prevajalca, urednika in profesorja Staše Debeljaka. Njegova nenadna smrt je bila velik šok za njegove bližnje in velika izguba za slovensko intelektualno srenjo. O njegovi smrti napiše Erika, njegova žena, knjigo, v kateri z brutalno resničnostjo, čutnostjo, žalostjo in tudi borbenostjo ter ženstvenostjo opiše obdobje, ko je življenje neusmiljeno pritisnilo ob tla. Alešova smrt je bila za Eriko šok, smrt tudi zanjo, čeprav je bila še živa. Postala je izobčenka in vdova. Knjiga osupne in pretrese, avtorica se v knjigi povsem odpre, opiše svoje čustva in žalovanje za človekom, ki je bil zanjo in za njeno družino središče sveta. Nocoj se bomo z Eriko pogovarjali o čustvih, o ljubezni, o nenadni izgubi ljubljene osebe, o žalovanju, bolečini, žalosti, krhkosti, izgubi svoje identitete, a obenem o hvaležnosti žene, da je bila velik del moževega življenja. Slišali bomo o izjemni moči ženske, ki je izoblikovala življenje v Ameriki, a že 3 desetletja živi v Sloveniji, se giba v krogih intelektualcev in umetnikov, ki je dozorela kot ženska ob moškem, ki je imel rad, ki mu je rodila 3 otroke, ob katerih je postala tudi sama pisateljica in ki je, kot sama pravi, ki je podaril dar pisanja. Poročena sta bila 23 let, poznala sta se 25 let. Govorili bomo torej o odlični in obupno odkriti, drzni in boleči knjigi, ki je bila v preteklem letu izbrana za knjigo po izboru bralcev Slovenskega knjižnega sejma. Avtorica je v svojem življenju zavzela vse vloge naštete v naslovu knjige, se pravi, bila je Devica, kraljica, vdova in prasica. Ne več. No, ta misterij bomo raziskali, bomo slišali danes. Erika, 13.3. leta 1993 ste prvi stopili na slovenska tla. In na današnji dan, leta 1925, ste rodili prvega otroka, hčerko Klaro. Čestitam za ta dan. Kako se počutite zdaj? Ker je Klarin rojstni dan. Nasploh, imate otroke doma ali so razpršeni po svetu? 2 sta ne v Ljubljani. Klara v Amsterdamu, najmlajši Lukas v Berlinu in imam enega tukaj, pa imam moje nečakinja tukaj. Sem zadovoljna z otroci in sem pisala Klaro danes. In sem se spomnila, koliko je bil čeden Aleš, ko je sedel zraven v njegovi zeleni medicinski oblek. Koliko je bil ponosen in da je pisal Otrok in mesto po njene rojstva. Klara je dobila ime po vaši babici. Samo se piše sk, ne s? Ja, moja babica je cela. Klara ima pa po Slovenijeno ime. Ja, Aleš je mislil, da bi bilo preveč kompliciran, če bi bila. In je res, jaz skozi ne piše skaja, tako sem navajena. Tudi ko se piše, ko je po svetu, uporablja ime slovensko, po Slovenijeno obliko. Ja. Mi smo izbrali imena, ki bi šla v ameriškem okolju, pa
slovenskem okolju in to pomeni, da brez j, ki to je kompliciran v angleškem abecedniku in ž še vse, naprimer jaša je nemogoče za Američani, ali pa črt, tako, to sem hotela olajšati njihovo življenje. No, mislim, da je za pohvaliti, kako Erika govori slovensko, da res... Bomo videli za 1 uro. Rekli ste v knjigi omenjate, da vam je Aleš podaril dar pisanja, da ste od njega dobili ta dar. Prej ga niste čutili ali niste izživeli, dokler niste spoznali Aleša? Jaz sem vedno pisala, recimo na fakulteti in tudi v službah. In tudi moja mama, na primer, je vedno rekla, da pišem najlepše pisma. Sem vedno imela tisti sposobnost s besedami. In to sem oblikovala ta fraza v tem smislu. Nekdo je rekel, ja, pisanje, tisti dar, ki si ne bil vase, on ni dal ta dar pisanje. Ampak bi rekla, da okoliščine mi je tudi, da če ne bi prišla sam, če ne bi se poročila z Alešem, mogoče ne bi pisala. Nisem v Ameriki, jaz sem bila finančnica, ker nisem vedela, kaj bi hotela delati. Sem bila malo skupljena med 20 in 30. In na eno stran rečem, da zaradi tega mi ni bilo težko priti v Slovenijo. Če bi imela poklic in če bi bila zadovoljna in bi bilo težje priti pa vse pustiti, ker nisem bila zadovoljna in poklic bi bil lažji. In potem Aleš on je bil pravzaprav, če bi hotela dati teksti kritiki, koga, ki bi kriticiral tekste, nisem dala Alešu, ker on je bil preveč prijazen z mano v glavnem. On mi je spodbudil na začetku, da bi več od moje osebne stvari dati v tekstu, ker na začetku sem se bala. In je seveda, ko sem pisala, kot kolumnistka, ko sem pisala kolumni, on je bil great, he was a great fact checker. Sem ga on vedno je to pa ne smeš reči, to pa ni lik res. Pa tako. In je spodbudal mene. In je bil izreden človek v tem smislu. In naprimer, ljudi ga se spomnijo kot pesnik pa profesor, ampak jaz, ko gledam nazaj na njega kot človek, jaz sem najbolj ganjena, ko je bil kot mentor, ker nimamo take v Sloveniji velike, ki res je, če je videl talent v en mladem študentu ali pa pisatelj, je bil tako nesebično je pomagal in ni hotel, da ta človek bi ga imitiral, da bi bila mali Aleško, da bi bilo isti. In jaz sem videla toliko asistenti pa toliko študenti, ki so prišli skozi našo dom. In je tako, zame to je najlepša stvar, ker je redka stvar v Sloveniji. In tudi sem tisti fraze, da mi je dal dar pisanje. Jaz sem imela feeling po Aleševi smrt, pa v tisti leti po Aleševi smrt, da ne bi mogla preživeti, ne da bi pisala te knjige. Zato istočasno, da je šel, da tudi mi je pustil z orodje nekako, da sem preživela. Tako sem. Ampak tudi jaz mislim, da seveda tisti pisanje je bil vame tudi, ni samo zaradi njega. Se pravi, preden sta se spoznala, se niste videli v tem, da bi bila nekoč pisateljica, da bi se ukvarjala s pisano besedo. Čeprav študirala pa sta francoščino, ne? Ja, jaz sem bila iz družine, ki je bil odvetniki pa zdravniki, profesionalci. In v New Yorku, naprimer, vsak drug natakar, ali pa vsak natakar je ali igralec, ali pisatelj, ki ne zasluži. Ne vem, tisti življenje kulture je izgledalo tako nemogoče v Ameriki. Zato niti nisem mislila o tej stvari. Sicer sem delala v banki, pa v biznis, ampak sem hodila, in zaradi tega sem srečala Aleša v New Yorku, sem hodila skozi v otvoritev, v galerijah. Sem imela življenje kulture, ampak potem sem imela svoj poklic. In je bil skoraj, ko gledam, kako sem prišla sem, tisti koraki, kako sem začela pisati, je bil vse tako nekako spontano, naravno, ker nisem smela delati, ko sem prvič prišla, zaradi birokratske razloge. Zato sem takoj študirala jezik, ki mogoče ne bi, če bi dobila službo.
In sem bila taka deloholik v New Yorku, da sem mislila, kako bom brez službe preživela, ker jaz sem delala 10 ur na dan. In potem, zato sem šla v ta celodnevni šolo v slovenščini in na začetku sem začela lekturirati, pa počasi prevesti in potem, ker Aleš je gibal v krogi pisatelji, pa časopisov, pa vse to, in vedno mi je žal, da pozabim njegovo ime. En urednik iz Dela je sugeriral, da pišem feuilleton. In to je ta prvi polovico, ta prva knjiga, Tujka v hiši domačina. Sad dva sedeče. Se pravi, to je bila vaša prva knjiga, je bila ta Tujka v hiši domačinov, ne? Verjetno bralce poznate to knjigo, ne? To je v bistvu nastala kot posledica teh kulturnih razlik, dvojezičnosti, vsega, kar se bodo zgodili, ta šok kulturni v bistvu, ki ste prišli v Slovenijo. Prijeten šok skoraj. Naprimer, sem veliko pisala o Loškem potoku, pa le še v družine, ker vse to je bil za Američanko, ki jaz sem hecala, da skoraj nisem vedela, če krompirji rastejo v drevesi, da te stvari. Jaz sem imela čist urbansko življenje. In tukaj je tako, ne vem, ta življenje mi je fascinirala tukaj. Dosti, jaz mislim, imela nekaj 5 tem, ki sem raziskovala v ta knjigi. Ampak začeli ste najprej s kolumnami ali feuilletoni? To je bil kolumn. Polovico, feuilleton je bil feuilleton, je okrog 80 strani. In sem to pisala, nisem vedela, če znam. Sem to pisala in je šla, mislim, tudi leta, ko Klara je bila rojena, 95, je šla v Delo. In so rekli, takrat nismo imeli internet pa to. In so rekli, da to je bil najbolj fotokopiran feuilleton v zgodovini, ker je bil tako popularen. In potem Andrej Brvar, on je bil urednik Obzorja, on je predlagal, da pišem še toliko obseg in bo naredil knjigo. In tako je začel. In potem enkrat, ko sem začela pisati, sem hotela pisati naprej. In tako je začela ta poklic. In jaz res vedno, ko gledam nazaj, mislim, da jaz sem še vedno zadovoljna tukaj in smo imeli lepo, bogato življenje in če ne bi imela tega, ne vem, če bi bilo tako. Ker jaz tudi sem vedno rekla, jaz sem bila rojena kot pisateljica, kot Slovenka, vse to, ko Slovenija je bila rojena kot država, da nekako smo rasli skupaj. In to, zaradi tega moje življenje je bilo tako polno, bogato, pa brez tega. In sem zelo hvaležna, tudi nekako, lahko rečem Alešu, lahko rečem, zaradi tisti, pa tudi sem imela temo, rabiš veliko teme pisati dobre knjige. In tisti kulturni šok, pa tisti sprememba, ko sem prišla, je bila velika tema. Da sem videla svet drugačno kot prej. Ja, zdaj s to knjigo ste nam postavili Slovencem pravzaprav nekakšno ogledalo, ne? Da smo se videli na njej, ne? Zelo popularna, ne vem, kak drug izraz bi uporabljal, bil ta članek o copatih, ne? Joj, to je bil. Še vedno se še vedno čutite. Vsak tujec, ki pride, se v bistvu čudi, da ne vem, ampak takrat v 90-ih letih seveda Slovenija je bil drugačno, malo bolj, naprimer, mislim, da prisopati niso tako strogi, kot so bili takrat. Pa druge stvari so bili čist drugačni. Če se spomnite, to je bil tudi še vedno, jaz vedno se spomnim, kako so bili socialistični, da smo hodili v klub Drama v bar, in da na takarice z Prekmurje nosili tudi copate. It's New York, I'm like, wow, that's crazy. Pa je bilo čist, in jaz vedno gledam nazaj na en stran, da to je bil najlepši čas in na en način, ker smo bili med socializmom in kapitalizmom. So smo imeli ritma življenja socializma, ki je bil bolj ležerno in bolj smo bili družabni in manj smo delali in smo jedli kosilo ob treh, vse skupaj pa tako. In potem je postalo bolj tisti hiperkapitalizem, da ljudi niso bili tako, ne vem. Jaz sem imela prijateljico, ki je bila, jaz sem profesionalna obiskovalka, je samo še to obiski ljudi.
Pa ta življenje ni več mogoče. Zato, in tudi, čeprav je bila vojna v Jugoslaviji, takrat to nam je dal neki, takrat smo imeli smislu, kaj prav, kaj narobe, tisti moralni, kao sigurnost. In tudi, kamor grem Slovenija naprej, da smo bili vse skupaj kot Slovenci takrat bolj enotni, kot smo zdaj, absolutno. Zato je bil, ta desetletje je bil kar, ne vem, očaren čas, bom rekla. Če preskočimo zdaj z tega, ampak vas moram še vprašati, zdaj, ko prijete domov, se probujete v copate? Ja. Pa od vaših gostov zahtevate? Ne, sploh ne. Pa nimam čisti tlej za to, imam vsaki pustni tlak posod. Zato jaz sem kar sproščena s tem. Ampak jaz se spomnim, enkrat sem stopila v avto in sem gledala in rekla, imam copate, da sem pozabila. In da sem rekla, ok, zdaj sem prava Slovenka. Ste drugače svojili naše, recimo, navade, še kakšne takšne so se vam na začetku zdele čudne, pa, ne vem, s kulinariko ali kaj ta zna? Jaz glavno sem držala na svojo kulinariko, ker Aleševa mama je taka dobra kuharica, da je tak ne. Na začetku sem probala se učiti in sem pisala o tem in sem tudi, da tukaj vsaj ona ni uporabila recepti. Jaz bi to naredila in ni imela pisala recepte, po feelingu, po občutku to daš noter, in to sem imela malo težave. In sem rekla, itak, če je ona smoki tako dobro naredila, jaz ne bom tekmovala. Ampak to je tudi generacijska. Naprimer njiva. Jaz sem občudovala Leševi starši, ki so vse uporabljala. Naprimer stare majice so uporabljali za paradižniko vezati, pa tako. Vsake, ta, ne vem, kamečko, šparo, to sploh nismo taki v Ameriki, da v tem času da smo skoraj ponosni, da smo vrgli, ne vem. In to sem občudovala, ampak vidim seveda, da, naprimer, ženske moje generacije ali pa mlajši, tudi ki so rojene Slovenke, nimajo iste navade. To je prišlo iz revščine. In tako pač je. Ok. Se pravi, če gremo zdaj na tisti dan, 28.1.2016, ne? Prav lep, sončen, zimski dan. Kdaj ste zvedeli? Jaz sem bila v Ameriki, pravzaprav vsi smo bili, razen Lukasa, ta najmlajši smo bili v tujini. In jaz to sem opisala v knjigi, ne vem, če bi hotela zdaj, ampak sem prišla doma z eno kosilo, pa moja družina mi je povedala. In sem morala, zato v San Francisco, če ura je bila 3 popoldan, to pomeni, da je bil že po noči tukaj. In Aleš je bil že 12 ur, je že umrl. In potem sem šla na avionu čez 4 ure. In to, če govoriš o procesu pisanja, pa tako ta prva, to je bila taka travma, tisti, ko sem dobila novice in da sem morala potovati nazaj sama, je bil taka travma, da moram reči, da nisem imela težave pisati na prvi poglavje. Mislim, da jih je 5-6 poglavje in vsak poglavje je okrog 40 strani ali pa 50. In to je, jaz rečem, da to je bil kot bruhanje, ta pisanje, ker ta travma je bila vame in sem tisti vsak detalj, tisti potovanje nazaj. Zato ja, to je bil, gledam nazaj, ampak sem... Se pravi, družina je bila tistega usodnega dne razmetana po celem svetu, ne? Se pravi, doma je bil potem ta 16-letni sin, ki je od koga zvedel, kdo je ne povedal. Aha, so mu znali na lep, to ne možete lepo povedati, najbolj ne, na lep način. In so vas še držali potem nekaj časa v vati, da vas niso takoj poklicali? Ne, Lukas je hotel povedati vsem. In je povedal sestri pa brata, on je, ne razumem se kaj, on je hotel ta breme vzeti na svoje ramene in je klical Klara, pa je klical Simona, pa so ga pripričali, da ne mene kliče. Je klical mojega brata, meni ni bilo doma in ni povedal. In potem je klical spet in je končno povedal brat.
in brata. In tako je bilo. Ampak da on je tam malo je hotel, da vse to, ta breme, da je povedal sestri po bratu. To je velika travma tudi za njega, seveda. Ampak smo vsi, ta dan, ampak vsi smo boljši, vsi smo prišli skozi, ampak kot pišem, ne vem, če pišem o tem, rabiš leta pa leta, ne samo eno leto. Ste se z otroki pogovarjali o tem dogodku, ali ste se zakrkli vsako svojo sobo? Mi smo zelo, skoraj preveč komunikativna družina, ampak v tisti vrsti situacije to je boljše, mislim, da smo bili, smo zelo govorili o tem, smo potovali skozi ta čas skupaj, in jaz bi rekla, da naši odnosi danes, da mi smo, kot da smo prišli skozi vojno skupaj, in smo tako zelo blizu. Seveda smo imeli težave, in če gledam nazaj, tudi če bereš knjigo, to je kot da ena, ne vem, včasih je kot ena norca, blazena ženska, da kriče, da bruha ogenj, pa tako. In malo mi je žal če gledam nazaj, in se bojim, ne vem kako naj rečem, da sem moj fokus, jaz sem bila v taki bolečini, da sem imela protižavi usredotočiti na njihovi bolečini. Ampak sem bila v take norost, da to je, najbrž če žena skupi moža, ko so otroci mlajši, to je malo drugačna situacija. Ampak mi smo bili nekako, smo sebe gledali vsi kot odrasle, in potem, ko sem končala knjige, so imeli, jaz rečem, so imeli intervencija, so rekli, dovolj, ta drama zdaj je čas iti naprej. Ne, da je bila skozi drama, ampak dovolj tisti vdova, zguba, gremo naprej. In sem takrat čutila, da sem, ne bom rekla, da sem jih zanemarjala, ampak da to je bil, jaz sem bila v neki stanju norosti. In tudi, naprimer, ti si gledala tale literarni večer v Domžalah. In ko ona bere oni bere ne glas en deo, pa skoraj ne poznam to žensko, ker te emocije so bile tako močne. In vedno rečem, da ta knjiga bi bila čisto drugačna knjiga, če bi sedela zdaj, pa bi pisala. Ampak to sem hotela ujeti, ker mislim, da proces pisanja, ali pa da narediš kakršnekoli umetnost, je seveda, to je neki vrsta oblikovanje, pa tudi zlikaš, pa kontroliraš emocije. In naprimer, najbolj znana knjiga o žalovanju v Ameriki je Johnson Debeljak, je preveden, tako leta magično razmišljanje, ne vem, če to je točno preveden naslov, ampak, in on je zelo kontrolirana pisateljica, ampak jaz sem prav hotela, da pišem tisti norost, sem hotela pokazati tisti nora emocija. In jaz ne rečem, da vsak zguba je enkratno, vsako žalovanje je enkratno, vsak žaluje drugačno, neki ljudi najbolj so tihi, niso tako nori, kot jaz sem bila, pa tako. In ni nič narobe s tem, ampak mislim, da tisti norost, ki jaz sem doživela, tisti tako močna bolečina, ki sem opisovala v knjigi, tisti noro jokanje, pa kričanje, pa tako. Jaz mislim, da tudi dosti ljudi to doživeli, ampak to, redko kdaj to soočiš v knjigi, ker je že, how would you say it, it's already digested in to gre ven včasih iz tega procesa. Mogoče pa poezija, pa tako, ampak, in tudi ne rečem, da ne obstaja, ampak to sem hotela to. Jaz se spomnim, ker knjiga je v glavnem kronološko, ta prvi poglav je prvi dan, pa prvi teden, ne, prvi dan. Ta drugi poglav je, prvi teden, ne, pa ni važno, drugi je pogreb, pa tretji poglav je od pogreba, ki je bil en teden po Aleševi smrt, do zapuščina, ki je bil v juniji. In ko sem prišla v ta poglavje, sem že dosti procesirala, ne maram te besede, ampak karkoli, sem morala prav najti način, da, pak sem rekla, ampak sem bila, nisem spala pol leta.
komaj nisem jedla. In sem morala prav, recimo to je bil par let po Leševi smrti, ko sem pisala ta tretji poglavje, sem morala prav najti te emocije, ker to bledi, te emocije bledijo malo, pa je težko jaz vedno uporabljam beseda norost. No, to knjigo, ko ste omenili, je Leto čudodelnih misli, Johnson Debeljak, in jaz sem tudi to knjigo brala in sem našla neke vzporednice z vašo knjigo, no, se mi je zdelo, da tiste sicer druga zgodba, zelo podobno, avtorica zgodovino žene doma, zgubi potem še hčerko, ampak tiste pol nadaljevanju, in tudi to svojo bolečino izlije na papir in se, mislim, res je knjiga ene same solze so, no? Ampak če se spomnite, v bolnici je ena socialna delavka je prišla, ko so rekli, da mož je umrl, in ona je to dobila ta novica, potem je šla ven za taksi, and she uses this phrase, she's a cool customer, ki ni razjokana, ni kričala, je bila čist pod ona je močna, prenese. In ona ni taka kot če si in tudi tako piše, vedno reče, da ona je kirurška pisateljica, je zelo natančna, pa tako. In moj sin, Lukas, je bral njene 2 knjige o žalovanju in je občudoval njene pisanje. In jaz sem rekla, pravzaprav, jaz pišem proti njej na en način, ker jaz nočem tisti zelo kontrolirana. Ona je pisala tudi o globoki bolečini. Ja, to priporočam, če še niste brali. Je res tudi dobra knjiga, Leto čudodelnih misli. Ampak kdaj ste potem, tako, jaz sem pač sledila isto, vsi smo takrat to slišali, brali pač o tem tragičnem dogodku, ampak zdaj verjetno v teh krogih okrog vas se je pač šušljali, govorili vse sorte, so se pač spletale razne zgodbe, zakaj je prišlo do smrti, pa vse skupaj. Kdaj so do vas prišle te govorice, da to ni bila prometna nesreča, da je bilo... To sem opisala v knjigi, povedala še vi starši niti niso slišali, ker to je bil v glavnem v kulturni krogi, literarni krogi, ampak je tudi bil na spletni strani, ampak nisem gledala. Ampak kar zelo kmalo. To se je kmalo, po smrti se že. In jaz sem bila ogrožena takrat, in se spomnim, ampak to je bil meseci kasneje, moja terapevtka za žalovanje, ker je rekla, pa zakaj si tako sodiš zakaj si tako moralna proti temu? In moramo enkrat govorimo o tem, pa nisem bila pripravljena, ampak v glavnem, jaz sem imela evolucijo razmišljanja o tem, ampak v glavnem, dogodek je čuden, ampak če razmišljam, in tudi zadnjič sem za Leševa sestra smo vozili na en literarni dogodek in smo spet malo govorili o tisti stvari. In v glavnem, ko pridem do Leševa karakter, ne morem sprejeti. Ampak, če gledam dogodek, mogoče, če gledam njegov karakter, ne morem to sprejeti. In to je to. In ne vem, in pravzaprav ne vem. Še vedno mislim, in sem vprašala ta terapevtko, ampak kako ljudi, ker mi v moderno življenje ne sprejemamo skrivnost. Sem pisala v knjigi, v stari časi je bil samo en razlog za smrt in to je bil volja Boga. In nismo vedeli točno, kje je tumor, pa je tretji faze, ali pa to, ali pa ono. Zdaj pa vemo vse, vsak detalček in mislim, da medicina lahko se in nečem mislim, da lahko vedno porinimo stran smrt. Ampak tisti, da je skrivnost, na koncu, če gledamo to, ne vem, simbolično, mi je lepo, ker smrt je največja skrivnost. In zato jaz rečem, da se sprejemam, da to je skrivnost. Ampak najbrž, ker sem vprašala ta terapevtko, je rekla, ponavadi se odločijo za eno interpretacijo in živijo s to interpretacijo. In mogoče globoko vase sem, da v glavnem sem zares se odločila za eno, kako govorim, včasih pišem, da spremljam, da to je skrivnost in to je okej. In to je tudi, kot rečem, simbolično, ima svojo lepoto. Ker
Takrat ta prva reakcija je bila v bistvu, se mi zdi, da ste dojeli to, pač te govorice kot z veliko jezo, da je bila reakcija na to potem ta članek v sobotni prilogi Dela, v katerih ste res ostro zavračali. Pa nisi dovolj natančno povedala. Ker jaz mislim, ta članek je bila, jaz lahko rečem, da dobro pišem. To je bil pameten članek, ker nisem rekla. Jaz sem rekla, en njegovi kolegi na vdovju, in nisem ga vključila v članku, mislim mi dala kredit, Mirko Mel, sem imela kosilo z njim en mesec po Lešivi smrt. In on je rekel, upam, da te ne užalim. On je čist živ, zanimiv človek, je rekel, da to je popolna postmoderna smrt. Ker je nemogoče vedeti. In seveda, če je nekaj, ki je nemogoče vedeti, potem mi projektiramo interpretacijo na tisti ekran. In moja interpretacija kot žena, ki sem rekla, da njegov karakter pa tako, je bil to, da to je bil nesreča. Drugi so imeli druga projekcija. In tako sem pisala ta članek. Zakaj bi, seveda tudi ton članek je bil, kar jaz verjamem. Ampak nisem insistirala. Sem rekla, to je skrivnost, to je prazen ekran. In mi kar, pa jaz projektiramo nesrečo za razloge, neke razloge, ki jaz vem, da sem malo razložila o njegovem stanju. Pa tako, nekaj tudi moja, kot rečem, in se vprašala, zakaj drugi tudi preveč hlasno projektirajo drugo zgodbo. In jaz mislim, da tudi, jaz sem čutila tisti grda reakcija. Zame, ta grda reakcija, sem rekla, seveda niso vsi oboževali Aleša, on je tudi imel svoje sovražniki v literarni krogi, ne intelektualni krogi, ampak so ga nekako gledala gor zanj in potem naslednjič so reakcije bile grda. To sem čutila. In mislim, da nisem imela, da to je bil res na en način in drugi ljudi so to čutili. Ampak tudi mislim, to je, pri tem ne napadam slovensko družbo, da to je nekaj posebna slovenska reakcija. Jaz mislim, da to je človeška reakcija, da če nekaj čudnega se dogaja, vsi in ne razmišljajo, če bojo otroci slišali o tem, pa če jaz bom slišal o tem. In to je čist človeška narava, da tako govorijo, pa govorice, pa razširijo, pa rečem, jaz sem ga videla dan prej in je bil tak pa tak. Tako so ljudi. In jaz samo sem rekla, da če bi bila jaz, recimo, opazovalka podobne situacije, jaz bi probala delovati, da ne bi užalili ali pa škodovali tisti svojci, ker je tukaj tako težka situacija. Ampak ljudi ne vejo, če govorijo, pa ne vejo, da bi jaz bom slišala, da ne vem, na en strani ne vejo. To je čist človeška narava. In svet zdaj temelji predvsem na teh lažnih informacijah, na rumenem tisku. Verjetno, če bi se vam to zgodilo v Ameriki, da bi bila podobna reakcija. Ta terapeutka je rekla, ker jaz sem bila tako jezna, je rekla, če ti bi imela taka znanega moža v Ameriki, ki je bil en taka čudni smrt, in ti bi, seveda v New York je skupnost malo drugačen, ampak je vseeno skupnost, je majhna skupnost, pa širša skupnost, pa tako, in bilo isto, vsi bi gledali, kaj se zgodila, Isto, to ni posebno. Mogoče malo več informacije prišla do mene, ker je majhna skupnost tukaj, ampak mislim, da to ni, in pravzaprav res mislim, tisti je ena reakcija v knjigi, ki mislim, da je zelo slovenska narava pokaže. Je bila ena mlada, ena reakcija v šolskem zboru, da ena učiteljica je rekla, to je bil vedno kaotična družina. In to je bil, če razmišljaš, kaj to pomeni, da zaradi tega je umrl, ne en način. Če bi bil priden, ali pa manj kaotičen, ali pa družina manj. In to je čist brez veze, seveda, ta red ne pomaga, konc konca. In mislim, da to je slovenski načaj. In to je tudi zaradi tega, ko rečem, zakaj projiciramo ena zgodba na tem ekranu. Seveda tudi ljudi hočejo misliti, to ne bi moglo se zgoditi meni, moj mož.
In zato samomor je bil lažji, ker to pomeni, da on je to naredil, da ne more nesreče brez razloga, to ne obstaja, to ne more meni zgoditi. To je tudi lažja interpretacija za ljudi, da ni take čist naključne, čudne nesreče, ki lahko moje celo življenje ruši. Zato je malo lažje tudi zaradi tega. Kako so pa sprejeli to zgodbo, to dejstvo, vaši prijatelji? So se znali dovolj se obnašati? Drugačni. Včasih sem imela težave s prijatelji, ki so insistirali na tvoje verzije dogodkov in so hoteli, da jaz verjamem isto. So bili drugi, naprimer Igor Štiks, ki je celo, mogoče je bil najboljši prijatelj, med najboljšimi prijatelji Leša, nikoli nisva diskutirala. Nikoli nisva. Ni bilo treba. On je pokazal svojo ljubezen, svoje žalovanje, svoje popora in nismo nikoli diskutirali. Ne vem, kaj mislim. Pa tako, drugi so bili, kot sem pisala v knjigi, moja otroci so rekla, ni važno, kaj drugi mislijo, je važno, kaj mi mislimo. Je važno, tako sem bila tak. Zdaj pa se strinjam z njimi na en način, ampak vseeno, ta je cela, pa tudi, ko govorim da sem pisala v delu, pa tudi sem pisala to knjigo, jaz sem se počutila ta glavna v ta zgodbi na en način in nisem imela glasu. Nobeden meni je vprašal. Jaz sem bila čist tiha in sem se počutila kot brez, da nimam moči, in potem, ko sem pisala ta članek, sem počutila mir, da sem rekla svoj, tisti, da vzameš glas, ne rečeš, kaj misliš na glas v družbo, to pomaga. In to govorimo, tisti pisanje travme, pa tisti, da govoriš o travmi. Če človek nosi travma sama, to je ogromno breme zanj. Če ne pove, naprimer, če je ti žrtev zloraba ali pa posilstva, ne pove nobenemu, potem to nosiš sama. In zato mislim, da tisti brutalno iskrenost, pa tako. Zato mislim, da knjiga je bilo odmevna, en razlog, in ker ljudi živijo s bolečino pa stvari in v glavnem to je tudi neka stvar, ki vi rečete, pa jaz mogoče se s tem, da Slovenci so samo Američanka bi lahko pisala to knjigo, da ste manj odprti pa tako. Ampak ena druga ženska je malo obračala in je rekla, da knjiga je imela taka reakcija, pokaže, da to je odprta družba, da hočejo to odprtost, da rabijo to. Slovenci bi se verjetno zaprli vase, mogoče bi se vdali v kak alkohol ali pa kaj takega, vi pa ste napisali. To zgodbo, ja. Kako so vas pa ta... Ampak Bronja Žakar je bila prva, ki je rekla... Ja, ona je isto pisala te bolečini, bolezni. Odprto. Ja, so te teme, ki jih verjetno mi težko, pač Slovenci s svojim značajem, ali pa verjetno tudi drugi narodi najbrž, se težko pišeš o bolezni, o umiranju, o staranju, o narkomaniji, alkohol, tem. To je zdaj, ta vrsta knjige je zdaj zelo popularna, ne samo na zahodnem svetu, ampak tudi začela biti najbolj popularna, bom rekla, žanr v slovenščini. Dobro se prodaja, ljudi to berejo. Autobiografski, ko se razgali. In mislim, da to ima, ampak tudi jaz zdaj, to pa nima veze toliko, ampak zdaj pa sem doktoralna študentka in pišem točno to, kako jaz mislim, da če razmišljaš recimo o žrtve družinske zlorabe, ali pa posilstva, ali pa homoseksualce, ali ljudi, ki so bili nekako tabuizirani. In one pišejo te knjige in porinijo ta identiteta v družbi in nekako, to je pomembna družbeni, jaz ne rečem, da vdova ni znan lik, ampak jaz mislim, da zaradi tega te knjige so, da to pravzaprav spremeni družbeno okoliščine, pa definicije, možne definicije ljudje. In je vedno se vedela, ko rečeš, da to je težko pisati te stvari, ker recimo, si spomnim, Miša Norpa, ta igralka, ker je vprašala o njene spolnostjo, orientacije na... Ampak to... Ja, da potem starši so vedeli, ali pa to, ali pa ono, pa tako,
vsak človek mora se odločiti, kakšne stvari so preveč tvegane, pa to je odločitev za vsaka pisatelja, pa vsak človek, ki bo tisti zgodba, svoj zgodba dal v javni sferi. Verjetno se vsak boji obsojanja, ne? Zdaj, če boš pisal o bolezni, boš zmeri bogi, ne? Ti si bolan, ne? Če boš pisal o spolni zlorabi, to spet malo drugače gleda okolica, ne? Ampak to je pomembno, kako okolica gleda, ampak kar je pomembno, da potem imamo pogum govoriti. Naprimer, v tistih travma pisanje, prvi, če to študiraš, so bili ljudi, ki so preživeli holokaust. In to so pravzaprav niso imeli javno bralstvo niso vedeli o njih. In potem počasi to postane znan družbeni lik. In svoje značaje so nekako znani. In potem oni imajo prostor, jim ni sram. In ni fair, ampak sram jim je ljudi, ki so trpeli včasih. In to je, tako pač je. In potem to je nekaj, da skoraj vržeš stran ta sram, da rečeš, mi ni sram, to mi je zgodilo in takšna sem jaz. In ta knjiga je bila zelo pomembna, mi smo govorili o tem, da vključim tisti liki zgodovinske, mitološke, vdove, ker te liki so zame tisti velikanske ženske. In to je knjiga, ki govori ne samo o zgubi, pa o tisti, kako si govorila, kako sem, res je na en način, kako sem bila, ne vem, podrejena, nisem bila podrejena, ampak kako si govorila v tisti, skoraj ti fraze, da jaz sem bila, ne vem, v neki gnezdi, zaščitena, pa tako. In na en strani je res, ampak zame ta knjiga je zelo pomembno, da sem moč, da pokažem moč žensk. In ne samo, da je, ker če ne bi vključila tisti zgodbe, te velikanske liki, mislim, da bi bilo preveč patetika, tisti, da samo pišeš, a veš. In zato sem našla ključ. In pravzaprav je zelo pomembno, da ta knjiga ni o Alešu. In jaz gledam tisti formular za knjige take, imajo prav besede za to, fraze za to, they call it spousal, to je soproga, spousal bereavement memoir. To so memoire in v glavnem, sem ful brala te knjige, ponavadi od žensk, pa tudi od moških, ki so pisali, in pri ženske sem opazila, da je formular skoraj. Da je vedno, prva cena je vedno kot jaz skoraj, tisti trenutek, ko življenje spremeni čist. Potem je ena del, ta nadrealistična pogreb, pa to, pa vse te stvari, pa živiš v tisti čudnem svetu. In potem ponavadi te knjige grejo nazaj na zgubljenega moža. In žena raziskuje ga in tako najde pot ven. In jaz nisem hotela tega, jaz sem hotela, in sem imela sreče, da sem najprej ta knjigo naredila, ki je bil čisti homaž Alešu. To ni knjiga o meni, ali pa o ženske, ali pa o žalovanju, čeprav ima, to je knjiga o Alešu kot pisatelj razglednic in kot prijatelj, mož, oči, sin. To je takle knjiga, ki imam tukaj, ampak to, in jaz sem pisala, sem se uredila in sem pisala glavni esej. So sem imela priložnost pisati čisti homaž Alešu in sem hotela. In potem, ko sem prišla ta knjiga, sem zares hotela držati perspektiva na ženska. Ne da potovati na velik moški, ki je umrl. To je bil moj cilj s to knjigo. In ni lahka, ker prav, to je, jaz zapisujem konstelacije, kako živimo v patriarkalni družbi, da moški je v sredini, pa ženske grejo okrog, pa tako. In tudi v narativa je podobna. In jaz sem čutila tisti moč potek sonca, ampak sem rekla, ne, to je knjiga o ženska. Tako. Zdaj v tej knjigi prepletate to antropološki vidik pogleda na ženske, na vdove, no?
To je v njej 5 zgodb, ne? Teh nekih antičnih, nekih bibličnih, 4 ženske vdove, en moški vdovec, ne? Na kak način ste zbrali te like? Jaz sem imela 3 krasne bralke in prijateljice v tem času in smo govorili o tej stvari. Ker jaz sem vedela, da nočem, jaz sem vedela, da hočem pisati o tej vlogah, ampak nisem vedela, kako bo to. In sem našla, ena med njimi je predlagala eno knjigo, ki je tudi prevedena v slovenščine, ni o žalovanju, ampak ima podobno strukturo in se imenuje Branje Lolita v Teheranu. In to je, Branje Lolita v Teheranu, ja. In to je ena ženska Iranka, ki je šla nazaj med revolucijo in je učila, je bila profesorica angleške literature. In potem to je pravzaprav tragična zgodba, ker je prišla nazaj na začetku revolucije in potem so šli stvari na ta, ni bilo jasno tako, če bo klerikalna revolucija ali pa bo liberalna revolucija. In potem je izgubila njena služba, je morala biti pokrita, je izgubila prijatelje, ki so bili prav biti v... In to je ta zgodba njena, ampak ona pove to zgodbo prek okvirja pisatelja, ki jih je učila na faks. In to je Nabokov, Jane Austen, Gatsby, Fitzgerald. In to sem brala in sem rekla, to je struktura. In sem se odločila, da bom imela eno vdovo za vsako poglavje. In potem je bilo samo vprašanje, najde te vdove. In nekdo mi je dal eno akademiško knjigo, ki naslov je Med grmado pa revščina. Between Poverty and the Pyre. In to je bilo o vdovah, v glavnem v zahodni kulturi, od zgodaj biblijske vdove, sta bila 2 poglavja, en o islamske vdove, pa en o te indijske vdove, te sati, ki grejo dobesedno na grmadi. In ko sem to prvič brala, je bilo ful zanimivo, ampak malo suhoparno, pa sem dala na stran. Nisem vedela. In potem na koncu, sem skozi razmišljala nazaj, in na koncu, mislim, da je resnica, da vse moje vdove so imenovane v taki knjigi. Ker so govorili o Gertruda, o Ojdipova mama, o vse tiste znane vdove. In sem na koncu, ko sem izbrala, kdo bo moje vdove, mislim, da vsi so bili v ta knjigi. Ne, vsaj omenjene. Ampak v glavnem sem izbrala, sem imela vdove, ki so bili blizu in moj najljubše je Judita, nasilna morilka. Ne vem. Ker on je bila tako močna in njena zgodba je skoraj kot roman. In potem ampak sem izbrala jih, če so imeli fascinantne zgodbe, ampak tudi če so imeli neki tematsko povezave stalno. Ampak je bila zanimiv proces, ker res sem potovala s temi ženskami te 3 leta in sem kar pisala kronološko. In sem na začetku vsako poglavje sem malo upirala naprimer ta malo, ta prva. In potem sem počasi zaljubila vanjo. In potem, ko sem prišla do konca poglavja, sem bila prav žalostna, da sem morala reči adijo, pa sem šla na naslednjo. In tako, je bil res sem živela z njimi, oni so bili moji prijateljice. Jaz moram priznati, da sem, ko sem brala o teh indijskih vdovah, ki so jih sežigali še ne tako daleč nazaj, se pravi v 80-ih letih še, so jih sežigali na grmadi, so šla prav pogooglati in sem našla to vdovo, ki so jo sežgali skupaj z njenim možem. Potem sem šla brati tudi te zgodbe in tako da potegne, se pravi, se mi zdi, to je tudi čaj knjige, da pa iščeš naprej, pa še raziskuješ v zadje. Kar mi je najbolj šokiralo pri njeni zgodbi, je to, da to misliš, da je srednji vek ali pa je dolgo nazaj, to je bil 87, ampak kar je tako fascinantno v njeni zgodbi, da milijoni so prišli na tisti, kaj bi rekla, kapelica, če hočeš, tisti, ker je bila njena rdeča sari, pa tako, milijoni pa dajo denar, je tudi ekonomski ozadje.
Pa je tako številno, noro. Da nekako nisem, ko to sem brala, sem bila čisto šokirana. To je najbolj raziskovano poglavje, bi rekla. Kako se pa znašel potem moški vdovec med temi vdovami? Ja, nisem imela to v načrtu. Jaz sem hotela, da... Jaz sem omenila prva žena od preroka Mohameda, ker ona je pozitivni. Jaz ne moram, moj arabski naglas je Kadija, ne vem kako se reče. In ona je bila njegova prva žena in takrat, in ona je bila 40 let star, bogata vdova. On je bil 25 let reven, sirot. In ona je bila njegova šefinja in potem je rekla, ti hočeš. In sta bila skupaj 15 let. In ona je financirala, in on je bil monogamen v tem času, in ona je financirala začetek islama. In je zelo različno, če ženske so smeli podedovati, očitno ona je smela. In mislim, da to je zelo odvisno na sloj, ker ona je bila bogata ženska. Tudi Judita je smela podedovati, ona je podedovala. To je zelo ključno za vdova. Ampak jaz sem da Kadija bi bila moja pozitiven lik. Ampak zgodba ni bila, ne vem, ni bila tako blizu mene. Ne vem, kako sem prišla do Orfeja. Seveda vsi poznamo Orfejeva zgodba, ampak nekako tisti ideja, da on je dobil kar vse te ženske in je bil samoumevno, da on je prosil Bogi, daj mi jo nazaj. Pa so rekli, ja, okej. In moje vdove nismo imeli ta priložnost. In potem je, jaz nikoli ne vem boljše besede, kot je zajebo. A je zafrknil? Ne, samo najdem vulgarno besedo za to, ampak in tako mi je fascinirala kot tisti patriarkalni svet in vsak moški pesnik, Orfej. Urednika niti nima nobene poteze, ni nič razen objekt njegove želja, pa potem žalovanja. In zato to je bilo zanimivo in tudi sem prišla do tega, ker nekdo mi je dal še ena suhoparna, fascinantna knjigo o žalovanju v stari Grki, tisti ženske, ki so, tudi profesionalni žalovalni. Dale celo tradicijo. In v Grki so to naredili nelegalno, ko Atene je bila novo mesto. So rekli, da te ženske ne bil. Ta knjiga je fascinantna in potem sem prišla do vse tisti, zakaj ženske si niso dovolili pravzaprav žalovati v tem času in potem Orfej je bil dvignen kot pravzaprav sem bila zadovoljna. Pa tudi se spomnim, kako Orfej, kot za Borisa Novaka, za Leša, za Šalamana, on je tak in ni zelo je kar samoumeven njegova zgodba. Pa je tisti, kako Claudia Magris je pisal knjigo, ki ni v angleščini, samo v italijanščini, o Euridike, da je ena neki alternativna zgodba za njo. Rekli ste, da ženska ne bi nikoli takšne priložnosti zajebala, no? Zdaj, ko govorimo o teh vdovah, se pravi, to so v bistvu srednja nit rdeča nit te knjige. Naslov Devica, kraljica, vdova, prasica. Mi so se prejele v tole spodnji avli pogovarjali, kje je tale vejca, ne? Tukaj manjka, ne, se pravi, a so to 4 osebe, 4 liki, ker tlele za tole besedo kraljica ni vejce, v naslovu v teko not v knjigi je, ne, in smo ugotovili, da je čist neka banalnost. Ja, moja urednica je rekla, da to je tiskarska navada, če v naslovu, če je konc vrste, ni treba imeti pikice ali pa vejce ali pa tako. Tako smo se odločili. V angleščini moj naslov sploh nima vejc, ker to si dovolimo v angleščini veliko brez vejc. Tukaj smo obsedeni z vejcami in sem rekla, da je bila cela polemika na Facebooku o tem.
o te vece. Jaz bi rekla samo o Ampak govorimo o 4 likih, ne? Se pravi o 4. Kakšne so, kdo je devica, kdo je kraljica? To so tisti vloge žensk, ki jaz sem videla, jaz v ta moj prvi intervju v sopolni prilogi povem zgodba, to sem sicer druge tudi, da ne vem zakaj sem imela ta feeling, da sem imela, en dan sem hodila s psom zraven proga in ne vem kaj mi je bilo, ampak sem čutila, kot v telesu sem čutila, da imam manjši vloga kot vdova, kot sem imela kot žena. In noben mi je kaj rekel, ampak sem to čutila. In sem imela v tisti, kot smo govorili, vse tisti zgodbe, ki ločenke tudi povejo, da neho te vabi, pa tako poročeni parijo neho te vabi. Tudi moji prijateljici so nehali. Jaz sem bila vabljena na en rojstni dan, vsako leto, kar sem prišla. Pa ta ženski skom nisem sklepala, nikoli več nisem bila vabljena. In je tako čudno, a to je strah, a to je neki neudobnost pred smrti, a to je tisti lika samske ženske, ki bo požrla poročeni moški, tam ne vem. Res ne vem, ampak vse tisti, ta situacija je pravzaprav realna, ni samo vdove, to so samske ženske v patriarhalni družbi. In zato sem hotela pisati, ker jaz sem to čutila tako močno v telesu, nisem razumela, nisem nič narobe naredila, zakaj sem padla v svoji družbeni vlogi. In moja urednica Nela Malečkar, ki vedno lepo se smeje, je rekla, ja, ampak to so samske ženske, ti imaš najboljši vloga samske ženske, ker ti si vdova. Ti mogoče nisi kriva za ta situacija. Ločenka je vedno vsaj malo kriva, največ kriva. In samske ženske je čudakinja, pika. In to je to, ki nikoli ni poročila, tako, in tako ni rekla. In to je pravzaprav, zato je ta sama zgodba o samske ženske v patriarhatu, pa tudi o starejše ženske, kot smo govorili spodaj, da v glavnem ona pravi, da vsak otrovac je že poročen čez pol leta po smrti. Mogoče to je demografsko, karkoli, ni važno, ampak to sem čutila in sem hotela raziskovati, nisem razumela in tudi nisem bila ta besede, ki zdaj je tako popularna, pa uporabljam ta patriarhat. Jaz sem vedno bila feministka, ampak jaz sem bila tisti, bom rekla, tisti ne vem, če je drugi val, da sem bila za pravico do splav, sem bila da imamo iste plače, iste priložnosti, bla, bla, bla. Ampak nisem nikoli gledala cel svet, kot tisti. Nisem nikoli, naprimer, sem šla v poroko po Aleševi smrt, en let pa pol, in ko sem začela to brati, pa tako. In sem videla oči, ki da pravzaprav naseče nevesta, sem vedela, v beli možu, da on oči da ženska v možu. In to pa naredimo kar tako, pa rečemo, je lušten, to je tradicija, pa tako. Ampak kaj to pove? To je zares, da ženske nosijo tisti Deviška bela, pa en moški da drugemu mošku človeka, pa tako. Da to je čist posod v naši družbi in prej nisem bila tako pozorna na tem. In potem sem bila dosti bolj. In zato ta devica je seveda nedožna mlada ženska, ki živi pod zaščito očja. Kraljica v angleški naslovu je wife, žena, je ženska, ki živi pod spolno aktivna ženska, ki živi pod zaščito moža. Vdova je vedno bila komplicirana, ambivalentna lik, ker ona lahko ali kot kurba, da vesela vdova, tisti, ki je malo nevarna, ali pa je kot nuna. In dosti vdovi v stari časi so šli v ašramu, ali pa v samostanu, ali pa tako. Pa prasica v angleškem naslovu je kurba, virgin wife, widow, whore, zaradi tiste literacije. Ampak jaz gledam prasice kot vse te ženske, ki ne ubogajo več, pa so male zven tisti patriarhalna skema, poroka, žena, mati in vse to. Seveda samska mati je tudi malo problematična v patriarhatu. Ampak to je bil, ona mi je povedala, Staša mi je povedala na generacijo, ker prasica je pozitivna beseda. In pravijo, da joj, si lepa kot prasica.
gorskih krajev, k tam, rodari so bili pod zemljo in imeli so skromne malice pa to in kadar so imeli svinino, pečenko, so to je bilo nekaj najboljšega, kar se jim je zgodilo. In nekaj najlepšega je bila prasica, tako da so še zdaj je tako, da rečejo, si lepa kot prasica. Zdaj, da se res dodajo še malo, še spredi še ene dve besede, ko ne pašejo sem in res greš z družbo v hribe, sončni vzhod, pa rečeš, je lepo kot prasica. Tako da ta beseda je bila meni, recimo pozitivna, vse drugo pa, ko to rečeš, pa to se pa kar naježijo, od fora, kaj je to, zdaj to, ta naslova, je to zaradi promocije, zato, da bo knjiga opazna, da bo, da je bil za to provokacija? To je, ne, jaz mislim, da naslov v angleščini je krasno. In mogoče krasen in močen. In mogoče nismo, da Slovenci so bolj občutljivi. Ampak jaz mislim, da to je brez veze. Ker to je še vedno serija, isti serija v glavnem besed. In jaz povem, Nela je hotela bolj liričen naslov, da ne bi bil tako, ampak potem je bil tako smešno, ko smo govorili o tem. Ljudi bi, vlačuga, kurva, mrha, kaj pa psica, prasica, pička, pisa. In sem rekla, joj, koliko besede take žaljivi besede, za ženske, jih je več kot 10 v slovenščini. In za moški, kot smo rekli, kudir je kompliment. To je, prav pokaže jezikovni, kaj je to. In tudi jaz to gledam, kot rečem, jaz gledam to kot, I never find that word in slovenščini either, empowering, ne vem, opolnomočenju. Ker tako je kot če furi raus. Enkrat, ko vzameš beseda od ljudi, ki hočete te užaliti, in vzameš, to je moja beseda, jaz se odločim, kaj je čefur, kaj ni in kako uporabljamo. In to je bil res velika sprememba, če se spomniš. Prej je bil čefur samo grde beseda. In potem je bil posoden, čefuri so imeli svoj humor, pa čefurščino, vse to. In je čisto spremenilo pokrajine ta. In jaz mislim, da to je pomembno. Tudi črnci v Ameriki, seveda, we have the N-word, ki črnci uporabljajo v rapu, pa belci ne smejo uporabljati, bla, bla, bla. Ampak to je vedno, da če vzameš te besede, da rečeš ne bo Janša reče prostitutka, mi bomo se odločili kaj. A veš, da vzamemo to z vzamemo moč iz te besede. Mislim, da ženske so bili najbolj, razumljene. In sem rekla, to je bil, sem rekla, da sem imela smešen pogovor v Medliki, ker moški je vodil pogovor. In jaz sem rekla, pa vsaka ženska, vsaj enkrat so rekli ti prasica. In je rekel, malo več kot enkrat. Da to je taka beseda, ki je mi doživljamo v življenju vsaj enkrat. In mislim, da je dober korak, da vzamemo za nas, da to je naša beseda. Skakamo film prasice, ki nisem že videla. No, vsekakor je bila knjiga opazna, ker je doživela koliko po natisu? 4, ampak 8000 komadov. 8000 je bilo. Tudi bere se, verjetno, to bodo v knjižnici bolj vedele, verjetno je čakalna doba, kar še vedno, Kako se vam to, kako občutke to, Jaz tudi sem dobila veliko odzivov od bralke, v glavnem, ampak tudi bralcev. In nisem printala to, pri Facebooku, in zdaj sem se odločila, da to je škoda. Jaz poznam Aleševi arhivi, kako oni vse šparo, pa tako, jaz sem bolj šlampasta. In itak je zdaj si digitalni svet, da ni tako, moraš se spomniti. Zdaj sem rekla, ker samo en let je minilo, grem nazaj, pa bom probala to rekonstrukturirati. In samo gledam en mesec februar, zato sem potem mesec marec lani. In sem gledala februar in ne morem verjeti, koliko je bil to hiter. Knjiga je šla 4. februarja in 23. februarja je bil, to je bil 1200 tiskane. In potem 23. februarja je bil že razprodano. In za neki čas je bil, knjigarne niso imeli in potem so tiskali 1800 in že po let so še 3000. In potem, ko je bila ta nagrada in december, so rekli, prodaje 50 na dan v celo Slovenijo, ampak a veš, in jaz rekla, kako sem frajerka, ampak a veš, kaj je tudi razlog za to, nekdo mi je omenil?
Boni. Vsi, ki založki so imeli dober let, pa zelo dober december, ko ljudi so imeli te boni, ki so... In to pokaže, da bi morali subvencionirati tudi bralci, ne samo... Mislim, da ja, knjige so tako drage in le koliko so kupili knjige lani zaradi te boni. To je zanimivo podatke, kako mi damo denar v kulturo. Ne vem, to je zanimivo podatke. Skaj tiskamo zelo drage knjige in je subvencionirano. Ta knjiga, na primer, to je bil prvi naklad, je bil 600 in je bil razprodano čez pol leta. In niso hodili v mladinske knjige po natis. In ker so rekli, ja, mi mislimo, da to je apetit za ta knjigo, ampak seveda pravi razlog je to, da prva je subvencionira, pa drugi ni. To je njihovi tveganje. Ni velik, seveda, tiskanje ni tako drago in vse drugi stroški so plačane. In potem sem imela, reči, da sem crnasta ženska, sem se odločila, da bom naredila muzejske razstava in je bila ideja, da bom dobila moj ponatis in sem dobila. Ampak muzejska razstava, ki je zaprla prejšnji mesec, 13. februarja, ni več v etnografskem muzeju, ampak je bilo tako lepo. Je bilo tako žalostno, ko je zaprl. Nela Melečkar vedno pravi, knjiga živi, knjiga je vedno tu. In to je res, razstavi je čist druga pesem, da imaš tisti prostor in tako lepo in potem ni več. To je zanimivo, kot živa predstava. To je še vedno na razpolago. No, se bi to zihata reči. Kot katalog, je bil kot katalog. Po končanem tem pogovoru lahko te knjige, ki so tam citane od avtorice oziroma date pač prostovoljni prispevek, kar pot se bote dogovorili. Pa tretja knjiga je šla, to so 3 knjige na koncu, to so išle pred enim mesecem in to so prvi 3 kolekcije Aleševe poezije v ni lik škater, je rokav. Ampak je malo drugače, kot ljudi mislijo Aleševi začet. Vedno mislijo, da Imena smrti je bila prva knjiga in pravzaprav je imela knjigo prej, ki je bil zamenjava, ki je bila v almanak 7 pesnikov takrat. In Aleš je še vedno hodil, da to bi bila samostojna knjiga in je vedno to imela v bibliografijo kot prva knjiga. Zato to nekako popravi to, da zdaj pa je zamenjava samostojna knjiga, potem Imena smrti, potem Slovar tišine. Se pravi, s to knjigo, zdaj po vašem, če smo zdaj pa te, ponovno, vi ste vedeli, da je dobra knjiga, ko ste pisali, ste vedeli, da je dobra knjiga. To je bila za vas tudi čiščenje, terapija. Jaz se spomnim, da Tomaž Šalamin je rekel, da je samo posoda, like a vessel, da pesniška beseda teče skozi njega. In tako je včasih enkrat opisoval svoj ustvarjalni. In jaz sem imela ta feeling, sem imela, je bil tak, to je grdo, meni je žal, da tisti, po mojem, moja najboljša knjiga je na osnovi te tragedije, ampak kaj kako. Ampak včasih sem imela tisti kot tak, jaz se spomnim, sem imela malo težave s to poglavje od dva Gertrudi. In se spomnim enkrat, to bil proti konc pisanja, da sem bila na kolesu in sem, kot da je bila posoda, sem rekla, to bo 2 poglavja, pa bom to dala tu, pa je bil taka zelo močen proces ustvarjalnosti. In pravzaprav je bila druga vrsta žalovanja, ko sem končala, ker to je bilo težko. Sem živela s to knjigo 3,5 leta. S tem, ko ste vložili pol, računalnik, svinčnik, karkoli, se vam je zdelo, da se to poglavje zdaj zaključil, da je to žalovanje se na en način zdaj ukaluplo, da ste končali s tem, ali? Ja, če živiš v skozi tisti situacije, če bi govorila z mojimi otroci, jaz včasih bi rekla, čutim, da to je konc prve faze, ampak to sem 100-krat rekla, da so vse tisti stvari in misliš, da je konec, in kot John Debeljak in jaz tudi in vse knjigo žalovanje, vedno opisujejo žalovanje kot valove, da včasih
čist brez prožilca, bom rekla, tisti val pride. In jaz bi rekla, in jaz sem tudi rekla, in ta je bila res, vsaj prvi 3 leta, bila tako, par dni si v redu, potem nenadoma si spet na tle. Ampak tudi, jaz sem vedno, to je tudi v literaturi, da travma živi vase. Če imaš tak traumatičen izkušen, to je v tvojem telesu. In to, ko pride gor, spet je kot da pride v grlo, celo, in kot da ni en dan minilo od tega. In mislim, da to, naprimer, če govoriš o ljudi, ki so recimo v vojni, ali pa ženske, ki so žrtve posilstva, in so imeli tisti zelo traumatičen izkušen, in potem lahko en sprožilec leta kasneje, in cela dogodek pride nazaj celo. In sem rekla, da mislim, da zdaj nimam več ta travme vame, ampak potem pred parimi tedni niti ne bom povedala, kaj se je zgodilo, ampak nekaj je bila en sprožilec in spet je bila kot prvi dan. In sem bila malo razočarana na se, ker sem se počutila tako cela prej, pa tako da to ni več v mojem telesu, ampak mislim, da je res, da je vedno tam. Ampak tisti klasične valove, žalovanje, pa tako ne čutim več. In čutim bolj, ne vem, zdaj pa mislim, jaz vedno, tudi sem rekla, da malo sem se počutila kriva, ker sem bila preveč sebična, če hočeš, če več fokusirala na sebe v tisti prvi meseci pa leta, recimo. Tudi jaz imam, mislim, da dosti ljudi ima to, da jaz sem imela, kako sem to v slovenščini, izogibalni način žalovanja, da nisem mogla gledati fotoalbum in tako pa nisem. Tu živim dela na Leševo zapuščino, ker potem imam priložnost malo pobrskati v tisti, naprimer včasih bi se zgodila, pa moji otroci bi vse fotoalbumi na tle. Pa jaz nikoli nisem se upala. In zdaj upam, da takrat, ne da bi, zdaj pa upam, da lahko tisti izogibanje bolečine, ki sem, to je bil moja metoda, ne da sem zanikala, ampak nisem mogla poglobiti celo v nekem načinu noter. In upam, da bo za bolj mirna bližina, zalešem pa spomini prav, ker prav sem, včasih so spomini seveda prišli, ali pa glas, ali pa nekdo je bil lik kot on, ali pa pes je mislil, da nekdo je on. In tako, te trenutki seveda so bili, ampak nisem prav, jaz to danes nisem, razen če moram najti fotograf za neki razlog, ne grem nazaj pa kar brskati po albumi. In zato jaz bi hotela, da mogoče lahko malo tisti, da ne bi več izogibati tudi naš preteklosti in vse te lepe spomini, ker do zdaj naenkrat sem tako preživela, da nisem potlačila, kot vidiš v knjigi, nisem potlačila, ampak nisem v tistem lepšem načinu, nisem gledala nazaj. Danes, ko sem pisala Klari za njen rojstni dan, sem lepo pisala o Lešu, kako je bil tak ponosen oči. Jaz se spomnim, ker smo bili v porodnišnica, je bila ena druga gospa, ki je mlajša kot jaz, je imela drugega otroka in njen mlajši, mal frajerski mož je prišel in je kar grabil ta njegovo svoje novorojenčke, je bil kar tako in Aleš je wow, in on je rekel, koliko je on pogumil, kako drži z eno roko novorojenčka. In pa Aleš je prav vrgel v svoje loge kot oči. Je bil zelo ponosen. Aleš in Klar je bil krasen popoln dojenček. Ta Lukas ni bil, če on bi bil prvi otrok, on je imel krčin. Zdaj sem pravzaprav da sem začela se spomniti malo bolj. Verjetno takšni dnevi, obletnice zbujajo ponovno spomine. Ja, ampak prej se spomnim, ker se spomnim, da ta dan, 2 mesec po Leševi smrti, ko Klara je imela rojstni dan, sem gledala slike iz albuma in je bila taka grozna bolečina, nisem mogla. To hočem, da bi lahko gledala nazaj brez te bolečine. In s čim se drugače zdaj ukvarjate? Kako vaše tisti doktorat? Sem vse naredila, zdaj samo moram pisati. In sem tako javno povedala, da sem rekla, joj, zdaj pa moram, ker sem to, kar sem rekla. Ampak to pa prevajanje,
pa razmišljam o novi ustvarjalni knjigi, ampak je težko, kot rečem, pisanje te knjige je bil tak močen proces, da je težko se predstavljati, ker jaz mislim, kot rečem, mi je žal, da je bila, ta knjiga je šla zaradi te tragedije, ampak so bili tri sestavine, bom rekla, ki je naredila tak magičen proces. Jaz sem pisateljica, da sem autobiografska, odprta pisateljica in mi ni strah pisati o te stvari in hočem pisati o te stvari. Zato jaz sem bila taka kot pisateljica že. Potem tisti struktura, da sem našla te velikanske vdove, pa tako. In potem tema je pomembno, je močna tema smrt, žalovanje, posebej danes, ko malo zanikamo smrt v naši zahodni družbi. Zato vse tri, tema, struktura, jaz kot pisatelj, tu je prišla skupaj in je bil močen proces. In je težko se predstavljati, kaj bi naslednja knjiga naredila. Ampak itak nikoli nisem pisala kot neki slovenski pisatelji, ki pišejo knjigo na leto, ker to je nikoli nisem pisala, ker moram pisati. Moram od službo, ne? Ja, v glavnem pišem, ker imam kaj zapisati, ali pa hočem nekaj raziskovati. In to tudi mi všeč tisti, da delam na doktorat, ker je, pa tudi sem intelektualka na en način, ampak sem še vedno živela v tem svetu z Alešem, ker on je bil profesor, pa doktor, pa tako. In sem šla na vse tisti konferenci z njim in sem imela tisti ful dobri pogovori s pametnimi ljudmi, pa tako. In jaz sem bila sprejeta, ker sem bila pisateljica. Ampak zdaj, ko sem začela hoditi na Zrcu, to bilo tudi tako fajn, da mi je dal prostor, kjer lahko delam tam, ki je pomembno, da nisem samo doma. In to je bil čisto od začetka. Pa sem začela se družiti spet tistimi misleci, in to mi paše. In zato, čeprav sem, ko sem šla na informativni dan, sem rekla, ne samo da sem 20 let starejša, pa več kot študenti, ampak sem 20 let starejša kot profesor. Tako pač je. To je zame in mogoče bom končala. In sem sicer delam kot prevajalka preveč in tako. Čisti svoje kože ne moramo, vas moramo vprašati. Pred kratkim ste bili na tej romarski poti Camino, je bilo to samo iz športnih razlogov, ali je bilo to tudi mogoče kaj v povezavi s tem čiščenjem, pa to slike sem gledala, sem spremljala vašo pot, no? In tako se mi zdelo, da imate tak čvrst, odločen korak, tak tam na plaži stoja na glav, srednji česar, tako na sred prostor, sama plaža, nič ni bilo in tam sveča stoja, v glavnem stoja, ja. In je bilo to tudi tako, da samo izkušnja sem dodana. Slišala došla Camina in sem hotela probati kot test same in nisem vedela, če to je spiritualna pot, ali ne. In na en način ni bilo, ampak tudi na en način je bilo. Naprimer, to, kako hodiš na Camino, da so deli, ki so ful lepi, veš, Galicija, pa morje, pa tako. In potem so deli, ki so zraven avtoceste, pa je grozno. In potem, jaz sem imela žulo, sem dobila ful žulo, zato je bila bolečina, je bila to, je bila ona. In je bila kot življenje. In moraš samo iti skozi. Ne moreš priti na destinacijo brez tega, da hodiš na lepi poti, grdi poti, da ti je dolg čas, da ti imaš nekaj lepe. In zato je bila neka metafora za življenje. In zato je bila zame lepo. In jaz bi šla nazaj, ampak se bojim te žulo. In smo hodili z enim Igor, ne vem kako se piše, tisti, ki je tak profesionalni romar, pa katoličan, pa on je bil, ker nisem jaz verna, on je bil smešen, je rekel, da Sveti Jakov vedno da, kar rabimo, pa tako on je imel svoje. Tudi to je bilo lepo. On je hodil 4 meseca, mislim, ampak je hodil s čerko, ki je bila okrog 10-11 let stara, pa dobro je hodila, pa tudi on je imel žur. In vsakič, ko so šli mimo tisti
kako se reče, the little chapels, kapelica za Jakoba. Ponavadi so neki tako, in če on je pozabil, on je kričala, pagad! Ja sem rekla, to je meni to. In on je bil pravzaprav zelo dobro, je bil. On je, najprej, ker so molili vsak zvečer pred spanjem, in I was like, oh dear, to bo zanimivo potovanje. Ampak potem on je imel lepe misli o, in zelo lepa duša je bila. Sem vesela, da sem ga srečala. Proti koncu pogovora smo. Ne vem, bi še kdo kaj vprašal zdajle v tem trenutku? Boste potem, ko boste še verjetno, bo še kakšno minutko ostalo? In če hočete kupiti knjige, jaz dam za prostovoljni prispevek. Jaz sem posebno vesela, da ta knjiga lepo prodajam, ker to je, ko sem bila v Velenju, en moški je tako lepo govoril, je rekel, da je govoril o tistem COVID času in je rekel, da to je čas, ko smo bili vsi zaprti in za depresijo. In on je to, vsakič, ko je skoraj padel v depresiji, je vzel to knjige iz police pa gledal. In je rekel, da tudi je ponudil prijateljem. In je rekel, da to pokaže, kako mi delujemo na svet, da ni samo svet na nas, ker to je leševa ljubezen, ki je pošilja okrog. To je bila lep komentar. In mislim, da je res, čeprav mislim, da kar jaz sem se učila od Aleševa, jaz sem imela kar življenje brez težave pa tragedije pa tako, da tudi življenje ni samo lepota, pa ni samo lepe, lažje stvari. Ta bolečina pa zguba, pa vse to je tudi, in to mi je dobro pripravila za COVID čas, bi rekla, da ko si v taki situaciji imaš kratkoročne, ne načrtuješ naprej, samo danes, naslednji teden mogoče, in si nežna, če si imaš en slab dan, rečeš, to je samo danes, pa jutri boljši. Hvala lepa, draga Erika, za odkritost, za iskrenost, lepe misli, lep večer. Želim vam veliko življenja ter notranjega miru, obiskovalkam, obiskovalcem, tudi še naprej lep večer, lepo praznovanje jutrišnjega dneva žena. Hvala vsem za obisk, pa se mogoče vidimo še kdaj.